Pred zdaj že davnimi leti je v Schladmingu naslov mladinskega svetovnega prvaka v slalomu osvojil naš Mitja Dragšič. Pa igra tudi biljard tako dobro kot smuča. Najbolje, da ga seznanim s pravo tehniko. No, če pridem na vrsto. Pojma nimam. Očitno se je moral še marsikaj naučiti. Mitja, vsaka čast, čestitam. Evo, zaslužil si eno darilo. To je skrivno darilo, ne smeš ga še odpreti zdaj. Dobro. Ni pa bombonjera, ti povem. Škoda. Tako da to je zate, ja. Mitja, glej, te izzovem še na eno partijo biljarda, ampak tokrat bomo naredila malo na moj način, bomo šla miselni biljard, ok? Še vedno bomo rabila mizo in seveda krogle, ampak bova igrala brez palcev. Vem, da se sliši malo čudaško, ampak ti bom razložil. Ti bom razložil, zakaj gre, ok? Edino preden začnemo mi povej, imaš kako priljubljeno barvo? Ja, mislim, ne za čist, da bi rekel modra. Modra, ok, dobro, modra. Ampak je res modra, mislim, mi dva se danes prvič vidiva in to ne gre za dogovor vnaprej, je res? Ne gre. Ok, si za partijo še eno? Seveda. No pa greva. Gremo. V miselni igri z biljardom si lahko sam izbereš, katere boš imel polne ali prazne, tako da lahko kar poveš mi, katere želiš ti imeti, polne ali prazne? Prazne. Prazne, to pomeni, da imam jaz polne, dobro? In kar lahko, kot da bi razbil, lahko v bistvu malo krogle pač razporediš po mizi, kar izvoli, kakorkoli, čist naključno. Brez bele, ne? Skr. Tako, ja. Kakorkoli želiš. Ja, super, ja, malo razporediva. Krogle, ti si rekel, da imaš prazne. Prazne se mora nastaviti prilupna, ne? Ja, lahko tudi, ja. Potem imaš pa še belo si nastavi kamorkoli želiš. Kje bi pristala? Aha, tam. Ok, to imamo zdaj eno situacijo in glej si bova določala udarce, dal ti bo možnost izbire težkega udarca ali pa lahek udarec in ti se lahko sam svobodno odločiš, ali boš se sprobal s težkim udarcem ali pa boš uporabil lažji udarec. Ti si rekel, da imaš prazne. Tako. Prazne, ok. No pa dajmo reči, recimo prazna, naprimer, 13-ka. Zalahka pa, naprimer, 14-tica, naprimer, sem. Katero bi potopil? 13-ko. 13-ko, ok, kar izvoli, kar potopijo. Ja, ok, kje bi potem bela pristala? Kamorkoli želiš, mi lahko daš. Ok, pa si ti na vrsti, ti mi daj en težek udarec, jaz imam polne, torej ti imaš prazne, jaz imam polne. Težek mora biti. Ja, težek, rumena enka. Ja, rumena. To gre sem. Devetko. Devetko ti ja kar potopi, prosim. Ok, in je to, mislim, svobodna izbira, ti določiš udarce moje, ok, lahko mi pristaviš, prosim. Belo? Belo, ja. Če bi ti bil jaz, katero bi potopil? 7. 7, ko bi potopil, ok, lahko kar potopiš, prosim. Tako, ja, tako, imamo zdaj, ok, katero želiš? 14-ko. 14-ko potopima, ok. Ok, lahko še malo razporediš mogoče, krogle bi se razporedile vmes malo drugače, tako da situacija je v bistvu zelo naključna. Črna gre sem, ona gre tja. Ok, če bi ti bil jaz, kaj bi potopil? Jaz bi potopil dvojko. Ok, kar izvoli potopi, prosim. 11-ko bi dal kaj. 11-ko sem, ok, kar izvoli. Ok, če bi ti bil jaz, kaj bi potopil? Jaz bi potopil 4-ko. 4-ko sem. Ja. Če bi ti bil jaz, kaj bi ti dal? Naj bo tvoja izbira. Jaz bi dal 15-ko sem. Trojka v tega. Dajmo reči trojka v tega. Si kdaj igral hiter biljard? Ne igram načeloma počasi, ampak... Hiter biljard, recimo, kdo čim prej potopi vse svoje krogle? To še ne. Ok, glej, bomo zdaj zadnji dve krogle sta ostali, pa bom preštel do 3, pa vzami katerokoli kroglo svojo roko, jaz bom pa naredil enako kot ti, ok? 1, 2, 3. Ok, potopima kroglo, ki je preostala, ja. Tudi bele ne rabima. Torej, ti imaš katero? 10-ko. 10-ko, modro 10-ko, jaz imam oranžno 5-ko, pa še 8-ica je ostala, ne? Tako da zdaj imamo to, lahko dava sem. Torej, Mitja, šlo je v bistvu za totalno naključno igro. Ti si dejansko, igra je bila odvisna od tega,
kako smo v bistvu mi dva razporedila težke udarce, lahke udarce, ti si razporedoval krogle, ti si tudi določal, katera krogla gre, kam tudi meni si ti odločal, je res? Tako. Svobodna izbira ne more biti bolj fair, je res? Čist fair. Se ti zdi mogoče kaj čudno? Ja, se mi zdi, ja. Kaj? Da je modra desetka ostala. Aha. Ker si rekel modra, Da je modra, ja. Barva, ne? To je zanimivo, ne? Pa veš, kaj je še bolj zanimivo? Kaj? Da je ostala oranžna petka. Veš, kako srajce imam jaz oblečene? Veš, kako od barve tvoje darilo? Ja. Aha. Mislim, da je pravi čas, da odpreš darilo, boš videl, kaj nosi. Ja, kar, stvar, ni problem. Po moško. Ja. Veš, kaj ne vem, kaj je noter, naj se veš. Ja, to je zdaj zelo zanimivo, pazi, 3, 4, en suvenir za tebe. Zdaj. Bravo. Bravo. Ne vem, kaj naj rečem. Zelo presenečen. Mislim. Ne vem. Kaj si misliš? Ne vem, da zgleda, da čudeži obstaja. Čudeži Mislim, da ne obstajajo čudeži, zdaj pa vidim, da obstaja. Pa si rekel, je bila svobodna izbira. Pa čist, če sem sam dal noter, zdaj te ni, mislim pa tudi izbiro kugle, ne? Pa še meni si potapljal kugle ti. Pa samo jaz nisem gledal za zraven, ne? Si sam igral. Super. Ful dobro. Ja, izredno. Ne bom pozabil nikoli. Bravo. Vse dobro, ne? Še naprej v biljardu in v smučanju, ne? Hvala. Enako tudi tebi, ne? Še naprej tako prepričuj, da so čudeži možni v življenju, ne? Ker vidim, da obstajajo, ne?